Ne, počakaj. Dobar dan vsem skupaj, jaz sem Anica Vidar. Andrej Šiško je Štajersko vardo ponudil prostovoljno pomoč vojski in policiji pri varovanju ljudi in državnih meja. Zaprli so ga pa zaradi pritiska politike, češ, da je to nujen ukrep za zagotovitev varnosti ljudi. Kar je pa totalen absurd. Sedaj vas povprašam, zaradi zaščite katerih ljudi je Andrej Šiško zaprt? Komu je grozil? Ali so se morda politikanti podelali v hlače, ker se zavedajo, da je v državi vse narobe in da v narodu vre? Da je primer Šiško lahko sprožilec ljudske vstaje? Iz tega mesta bi se zahvalila policiji za korektno upravljanje svojega dela, čeprav stavkajo. Istočasno bi pozvala pripadnike vojske in policije, da se pridružijo narodu in da podprejo svojo udeležbo Andreja Šiška na protestu za njegovo izpustitev. Prvi protest bo jutri v petek, 21. septembra ob 17. uri pred sodiščem v Mariboru na Vošnjakovi ulici v Mariboru. Vabim vse ljudi, ki podpirate svobodo govora in pravičnost, da političnim prevarantom pokažemo svojo prisotnostjo, da nam je dovolj njihovih pokvarjenih igric, kraje in izigravanja ljudstva. Naj se gospoda zavedajo, da jim je potekel rok trajanja. Dejstvo je, da je politikantska kvazi elita izgubila stik z realnostjo. Narod so zasužnili in nam omejili praktično vse vzvode odločanja. Še več, sprejemajo zakone, ki rušijo suverenost in neodvisnost Republike Slovenije. Primer, zakon o mednarodni zaščiti tujcev, ki omogoča vsem ljudem tretjih držav, da si pridobijo subsidiarno zaščito oziroma status begunca v Sloveniji, ne glede na to, iz katere države prihajajo. Dovolj je, da ilegalec izreče azil in strah me je in že ima več pravic in ugodnosti kot slovenski državljan. Ne glede na to, da prihaja brez dokumentov. V Sloveniji ima po 3. členu ustave oblast ljudstvo. A ljudstvo o takih stvarih ne more odločati. To pa zato, ker so nam leta 2013 omejili referendumske pravice in ravno s takimi zakoni je ogrožena suverenost in neodvisnost Slovenije. Praktično par ljudi drži v šahu celo državo. Tovariši gospodje kršijo ustavno ureditev Republike Slovenije. 4. člen ustave veleva: Slovenija je ozemeljsko enotna in nedeljiva država. Tega dejstva se pa ne upošteva. To dokazuje tajni arbitražni sporazum. Tu se gre zopet za neke skrivalnice. Zakaj tajno? Kaj se prikriva narodu? Ali nima po ustavi oblast ljudstvo? Prevaranti se na vso moč trudijo vsiliti del slovenskega ozemlja Hrvaški, čeprav to ozemlje nikoli ni bilo hrvaško. To, kako so prodane duše, kaže dejstvo, da ljudem na spornem ozemlju celo plačujejo, da so tiho. Gospoda se ni odpovedala samo slovenskemu ozemlju, odpovedali so se tudi ljudem. Več kot očitno je, da imajo Hrvatje skritega aduta v rokavu, glede na to, kako nas izsiljujejo že 25 let in ne sprejmejo podarjenega ozemlja, ker očitno vejo, da lahko zahtevajo in dobijo več. Menim, da samo ozadje izhaja še iz orožarskih afer, ko se je iz Slovenije na debelo prodajalo orožje Hrvatom in to v času embarga, kar je vsekakor vojni zločin, ki ne zastara in oni se tega močno zavedajo. Zato pa tudi ščitijo drug drugega in delijo narod na dva pola. Zakaj Štajerska varda? Izhajajoč iz dejstva, da je policija preobremenjena in podhranjena in da celo stavka in to upravičeno. Skoraj leto dni stavka tudi tajna obveščevalna služba. Predsednik države že več let javno vsemu svetu oznanja, da ima slovenska vojska nezadostno oceno. Take izjave ogrožajo našo državo in so absolutno neprimerne in nespametne. Ali si predstavljate, da bi Trump, Putin, Merklova ali pa hrvaški predsednik javno poročali, da so njihove vojske nezadostne, da je policija podhranjena, da njihove tajne službe štrajkajo? Take neumnosti na veliki zvon oglaša predsednik države Borut Pahor in nas s tem dobesedno ogroža. To pa je norost in veleizdaja. Slovenija je ogrožena bolj kot leta 1991. Andrej Šiško že ves čas opozarja na to in je temu primerno tudi odreagiral z ustanovitvijo Štajerske varde, da zaščiti mejo in državljane. Nikoli in nikdar pa ni izjavil, da bo deloval proti svoji državi in slovenskim državljanom. Celo prisegal je skupaj s Štajersko vardo, da bodo branili Slovence in Slovenijo do smrti, če bo treba. Zavedati se moramo, da je Andreju Šišku protipravno odvzeta prostost
in da ga brez kakršnih koli dokazov držijo v priporu, čež da naj bi ščuval k nasilnemu rušenju vlade in ustavnega reda. Politikanti se panično tajno sestajajo glede Štajerske varde, katere edini cilj je, še enkrat poudarjam, zaščita slovenskih državljanov. Država je iz varnostnega pogleda več kot očitno ogrožena. Državo so spravili na kolena in edino pravilna in državotvorna je bila ustanovitev varde z namenom, da se zaščiti slovenski človek in ozemeljska celovitost Republike Slovenije. Ob tej priložnosti si bom dovolila, da se zahvalim v imenu vseh slovenskih državljanov in istočasno dajem podporo Andreju Šišku in njegovi vardi za ponujeno pomoč, ki jo več kot očitno potrebujemo. Andrej Šiško ni nikdar z nobeno besedo in z nobenim dejanjem izkazoval nestrpnosti oziroma sovražnosti do drugih ljudi. Prav tako ne do ljudi drugih narodnosti ali prepričanj. Poudarja pa, da je temelj slovenske države v prvi vrsti slovenski narod, kar je pa tudi dejstvo. Hlapčevska politika nas je pripeljala do tega, da smo slovenski državljani postali v svoji državi drugorazredni. S tem ne mislim samo na avtohtoni slovenski narod, ampak na vse slovenske državljane. Torej pohvala Andreju Šišku in pripadnikom varde, ki se po Sloveniji samoorganizirajo. V deklaraciji človekovih pravic je jasno zapisano, da imamo pravico, da branimo svoj dom in svoj rod. Da zaključam. Policija stavka, Sova stavka, vojska ima nezadostno oceno. Andrej Šiško, ki se trudi, da bi pomagal pri zaščiti slovenske države, je pa zaprt. In jaz se ob tem ne počutim varno. Kaj pa vi? Zaključila bom pa z verzom iz pesmi Materi padlega partizana. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti. Ampak za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. In tak človek je Andrej Šiško. In tega človeka je banda tamle čez dala v zapor. Hvala.